pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, kjer bomo predstavili, lahko rečemo, obsežen opus knjig dr. Metoda Turnška. Posebej pozdravljam današnja gosta, dr. Milana Dolgana in Iva Jevnikarja. Med nami je tudi nekdanji stiški opat, lepo pozdravljeni. Naj povem, da je dr. Metod Turnšek danes nam mlajšim generacijam Slovencev skoraj nepoznan. Rodil se je 19.9. v Budini pri Ptuju, umrl pa januarja 1976. Pokopan pa je na samostanskem pokopališču v Stični. V 3 desetletjih po drugi svetovni vojni je bil za mesto pomembna kulturna osebnost, saj je bil duhovnik, liturgist, pisatelj, dramatik in etnograf. Vso svojo energijo pa je poleg tega vsakodnevnega dela razdajal za ozaveščanje svojega naroda, med katerim je živel. Po koncu vojne se je z mnogimi drugimi begunci umaknil na Koroško, nato pa v Trst, kjer je poučeval na slovenski srednji šoli. V Trstu je ostal do leta 1956, potem pa je na željo stiškega opata Kostelca odšel na Koroško, ki mu je bila po srcu zelo blizu. Saj je bil njegov novomašni pridigar, škocijanski župnik Vinko Poljanec, ki ga je v pridigi celo javno povabil, naj pride na Koroško, saj tam vedno primanjkuje slovenskih duhovnikov. Dr. Metod Turnšek je vrsto let tesno sodeloval tudi z družino. Že junija 1954 je začel objavljati podlistek Med vrati in do leta 1959 se je zvrstilo kar 72 nadaljevanj, ki jih je potem v knjižni izdaji pod dopolnjenim naslovom Med koroškimi vrati pripravil šele leta 1974. Leta 1962 je v družini objavil članek Sedelce nove koroške višarje. Že naslov pove, kako velikopotezno in optimistično je Turnšek razumel svet okoli sebe. Upoštevajoč nadaljevanke je bilo njegovih besedil v družini, smo preverili okoli 160. Ker pa so bili to časi komunistične diktature, ko se avtorji tudi zaradi tega niso dostikrat podpisovali, lahko upravičeno domnevamo, da je njegovih člankov gotovo še precej več. Proučevanje življenja in dela dr. Metoda Turnška pa se je lotil, kot vam je vsem znano, literarni zgodovinar dr. Milan Dolgan. Na njegovo pobudo smo pri založbi Družina leta 2009 začeli z izdajo Turnškove zbirke, ki danes obsega že 6 knjig. Vse so tukaj pred nami na mizi. Prva in zadnja vsebujeta višarsko tematiko, prva o davnem nastanku Božje poti, zadnja o dogajanju med vojno. V zbirki vseh teh romanov se izmenjujejo teme iz srednjeveške zgodovine in tako rekoč sodobni romani iz svetovne vojne. Pa bi dala besedo uredniku zbirke, gospodu Dolganu. Lepo prosim. Hvala lepa. Ja, na začetku se v svojem imenu in pač kot tudi nekakšen zastopnik avtorja, ki ga ni več, zahvaljujem založbi, da je izpeljala to izdajo Turnškove proze, to zbirko. Zahvaljujem se tudi zato, ker mi je spuščala svobodne roke pri urejanju te zbirke. Upam tudi, da se bo pripravljena je še ena knjiga njegove proze. To sicer ni roman ali povest, ampak so novele, oziroma bi bo imela knjiga naslov novele in pisma. Torej, to naj bi šlo v drugo leto. Zdaj, na kratko nekaj besed o teh knjigah in še posebej o zadnji knjigi, o kateri sem sicer nekateri vedo predaval že pri Slovenski matici lansko leto. Posebnost te zadnje knjige Na višavjah zvoni je,
da je to edina Turnškova nedokončana roman. Ne. On je dal naslov svojemu, oziroma podnaslov svojemu delu Prva knjiga. In je bila knjižica takole drobna. No, zdaj je pa taka, tako da stvar je v tem, ne, da sem imel možnost kot literarni zgodovinar izkoristiti arhiv, Turnškov arhiv, ki je v Stiškem samostanu, in iz njegovih rokopisov izluščiti in dobiti še več tekstov, ki kažejo na nadaljevanje te povesti. To se pravi, knjiga je šla let 1969, umrl je potem čez 6-7 let, in v tem času je še vedno upal in vedno v intervjujih ponavljal, da piše in da pripravlja drugi del. Ampak tega ni uspel narediti. To je zelo zanimivo, zakaj mu to ni uspelo. Vsekakor so zdaj tukaj dodani teksti iz tega arhiva. Dva od teh tekstov so bila pa tudi objavljena v revijah. No, tako da je posebnost te knjige, torej ta nedokončanost, oziroma da sem kot literarni zgodovinar to dokončal. Zdaj seveda gledano z knjigotrškega stališča bi rekel, ne. Na Višavje hodi veliko ljudi, veliko romarjev, končno gre tudi za nekakšen verski turizem, seveda tudi knjižni. Lahko smo ponosni, da imamo na Višavjah kaj ponuditi romarjem. Turnškova prva knjiga izdana v tej ediciji Božja planina, to je klasično, izredno lepa povest o nastanku Višavi v 14. stoletju. In zdaj seveda gledano z tega stališča samih Višavij, kjer se lahko knjige in knjižice ponujajo, ta druga knjiga o Višavjah ni tako primerna, ker je tako malo literarno-zgodovinsko izpopolnjena. Bi bila pač bolj primerna ena kratka, to mimo grede, a ne pa pod založnikom, če bi mislili zdaj na to, bi morali za njihove potrebe najbrž. Tako da jaz sem pa zelo zadovoljen, seveda, da je bilo možno literarno, da je bilo meni kot literarnemu zgodovinarju možno to obdelati. No, zdaj jaz, da ne bom še zavlačeval, naj še omenim, ker sem rekel, da gre še za eno knjigo, kjer s tem so romani povesti zaključeni, medtem ko zadnja, sedma knjiga bo obsegala kratko prozo in pa eno zbirko pisem. Značilno je še to, bi rekel, za Turnška, da je on pisatelj o preteklosti. Zdaj, trije od teh romanov so iz srednjega veka, to je 13. in 14. stoletje, trije so pa iz zadnje vojne. To, kar je bilo iz zadnje vojne, je Turnšek še leta 47 ali 48 je pisal, da so iz sedanjosti. Prav to je bil njegov izraz. To so pa iz sedanjosti.
je napisal. To je smatral, ki je zadnjo vojno, čeprav je bilo za njega tudi to že, kaj šele zdaj za nas. Turnšek je izrazit pisatelj o preteklosti. Zdaj šele, odkrito povedano, ko razmišljam, zdaj šele skušam dognati, katere stvari so pa vendarle iz njegove sedanjosti, to se pravi iz povojnega časa, ko je on živel. Mislim, Turnškom so takrat tekmovali Rebula v Trstu, Lipuš na Koroškem, potem Detela, recimo, ne. In oni so znali sodobnost, tudi sodobnost zagrabiti, ne samo preteklosti. No, Turnšek je pa torej tako, ampak vendarle nekaj novel, nekaj krajših del pa so in bi bilo možno narediti eno kratko zbirko vendarle takih spisov iz sedanjosti. Recimo naj omenim leta povojno tržaško realnost, ali politično realnost je označevalo svobodno tržaško ozemlje in uprava Angležev in Američanov v Trstu. O tem ima še čudovito novelo z naslovom Vanca s klanca. To je novela o enem preprostem dekletu, ki vozi prodajati pridelke iz okolice v Trst in tam jo opazijo ameriški vojaki, ji malo sledijo, so radovedni, eden od njih malo še zna slovensko, je slovenskih korenin in iz tega naredi Turnšek izredno prekrasno novelo, bi rekel, o življenju v Trstu v času Angležev in Američanov. Dokler ni bilo to svobodno tržaško ozemlje ukinjeno. To nekako ni niti znano, da je to napisal in to je šlo potem samo v eni zbirki, v eni zadnji novelistični zbirki Turnškovi. No, kot rečeno, bi lahko danes naredili tudi vendarle eno zbirko tudi iz njegove sodobnosti. Seveda za njega je bilo pa zadnja vojna še velika sodobnost in je to tudi obvladoval. On je bil izredno sposoben, politično sposoben, družbeno sposoben. Izredno, kako je to on obvladoval, kako je znal napisati tako, da je še danes pravično za vse. Recimo, to so 3 romani iz zadnje vojne med Koroškimi brati, potem in Hrumela je Drava, pa tale na naših Višavjah zvoni. No, jaz bi se mogoče malo prepustil še besedo komu drugemu rad, ob tem morda sem zelo vesel, da je tukaj več prisotnih, ki so Turnška še poznali. Gospod Klemenčič, gospod Nadrah, pater in opat iz Stične, ki bi nam lahko kaj povedal. On
On je namreč Turškov arhiv pridobil stično. Turšek je umrl v Celovcu in potem so ga prepeljali iz Celovca najprej na Reberco in potem v Stično in potem sta urednik družine takratne in pa gospod Nadrah sta pretovorila Turškov arhiv v Stično. Gospod Klemenčič, urednik družine je tu, no potem je tu med nami si Turškov sodobnik, samo najbrž ga ni poznal, gospod Šibenik. Naj še to omenim, da seveda poleg tega literarno-zgodovinskega veselja, recimo z izpopolnitvijo te snovi, gre seveda tudi za razkrivanje ozadja. Zdaj, ko je Turšek pisal o srednjem veku, si je več ali manj moral precej izmišljati, in je sjajno fantazijo pokazal. Ko je pisal o zadnji vojni, je pisal dokaj zelo dokumentarno. Torej, ne da bi se seveda izmišljal, ampak je iskal zgodbe, usode, ki so se resnično dogajale, vendar je neke prilagoditve, neke pisateljske prilagoditve in spremembe pa je napravil. Tako da to je pa druga bi rekel, druga možnost literarnega zgodovinarja, ki sam ne pisateljuje, ampak ki proučuje enega pisatelja, da razkriva resnično življenjsko ozadje Turškovih oseb. No, kar se tiče te zgodbe tega romana Navišavljak zvoni, sta pravzaprav dva romana, dva ljubezenska tako rekoča romana. Eden o domačinih in o tem, ko sva bila z ženo pred 10 leti, sva bila nekaj dni tam pod Višavi, sem dobil nekaj podatkov in tako da me je kar zadovoljilo. Preveč pa, sem si mislil, preveč pa tudi spet ni dobro vedeti, ker konec koncev za literarnega zgodovinarja in raziskovalca je važno literarno delo, ne pa da bom ne vem v kakšne podrobnosti spet šel glede resničnosti. Ampak nekaj osnove, neko okostje me pa vendar ne bilo potrebno in me je zadovoljilo, da sem spoznal človeka, ljudi, ki so mi dali možnost, da sem si ustvaril, da sem dobil resnične podatke. In druga zgodba v tej, ali pa druga plat te knjige, pa je tržaška snov, bi tako rekoč rekel. Tržaška oziroma vse slovenska snov. Ni samo Trst, ampak še ostala Slovenija. Glede tega pa nisem imel podatkov. Zdaj, sam Turšek je že kot dijak prišel na Koroško in potem stalno hodil na Koroško. Avstrija je bila tudi bolj demokratična država kot pa Italija. V Avstriji je bila le demokracija, medtem ko v Italiji je bil že fašizem, je bil že Mussolini pred vojno. In Turšek kot dijak, čeprav si je zelo želel, ni prišel v Italijo, v Avstrijo je pa le prišel, no in tako tudi jaz nisem imel nobenih podatkov o ozadju te tržaške snovi. No, slučajno sva se srečala s gospodom Jevnikarjem, ki ga še niste predstavili. Gospod Ivo Jevnikar, ki je bil, kako bi rekel, eden izmed, 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 ki je bil, kako
je novinar in urednik, tudi bibliotekar, ali kaj je danes, ali radijski delavec v Trstu. Mimogrede je sin Turnškovega kolega in ravnatelja na šoli. Turnšek je 10 let poučeval na srednji šoli v Trstu in njegov oče je bil njegov zelo dober ravnatelj, pa zelo dober ocenjevalec. Vse knjige mu je ocenil v takratnem časopisju. No, pravim, srečam gospoda Levnikarja in mu potožim, ne da bih mislil, da je možna kakšna rešitev, mu potožim, nimam nobenega ozadja, življenjskega ozadja, kaj je s tem mladeničem, ki prihaja na Višavje iz Trsta. To je po imenu, v romanu po imenu Danilo Dobrila. Pa nima nobenega. Nisem niti mislil, da bo kaj. To, da gospod Levnikar mi je odkril to ozadje. In zdaj bi prepustil besedo njemu. Hvala. Lep pozdrav in hvala za vabilo. Doktor Metod Turnšek, priznam, da v Trstu ga nisem nikoli slišal titulirati pater Turnšek. Vedno doktor Metod Turnšek je bil, če me začnem malo bolj nasplošno, izreden narodnjak in garaški kulturni delavec in vseslovensko usmerjen. Bil je Štajerec, živel je v Ljubljani in na Dolenjskem, nato v Trstu, na koncu zadnje obdobje na Koroškem. In to tržaško obdobje, približno, oziroma dobrih 10 let, je bilo posebno pomembno za njegovo ustvarjalnost,